Mr. President, up here! I voted for you! Wait a minute. That guy on the grassy knoll's got a gun. He's gonna shoot the president. Holy smokes, I've got to do something. All right, Lee. Time to become an American hero. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o smrti Johna Kennedyja. Če spremljate geopolitiko, potem veste, da je ameriški predsednik Donald Trump objavil še en del skrivnih dokumentov o smrti Kennedyja. Zato sem se odločil, da danes naredimo video na to tematiko. 22. november 1963 se je v zgodovino ZDA in sveta vpisal kot dan, ko je bil na ulicah Dallasa pod streli atentatorja ubit takratni ameriški predsednik John F. Kennedy. Ta 35. predsednik Združenih držav, znan po svoji karizmi, retorični spretnosti in prelomnih zunajpolitičnih izzivih, je znotraj pičle ure prešel iz roke priljubljenega voditelja v tragično zgodovinsko osebnost. Čeprav je od atentata minilo že 60 let, dvomi o tem, ali je Lee Harvey Oswald res deloval sam, v javnosti niso nikoli potihnili. Zadnje ure John F. Kennedyja. Kennedy je skupaj z ženo Jacqueline, teksaškim guvernerjem Johnom Connallyjem in njegovo soprogo Nili 22. novembra 1963 potoval po Dallasu v sklopu predvolilne turneje. Predsednik je nameraval leta 1964 vnovič kandidirati. V Teksasu pa je želel utrditi podporo tako liberalnega kot konservativnega dela demokratske stranke. Ob 12:30 je njegova limuzina pripeljala na Dealey Plaza, kjer so naenkrat odjeknili streli. Prva krogla je zgrešila limuzino in ranila mimoidočega, druga je zadela Kennedyja v hrbet in nato guvernerja Connallyja. Tretja pa je John F. Kennedyja usodno ranila v glavo. Ob 13. uri je bil v bolnišnici razglašen za mrtvega. Aretacija Oswalda in Rubijev strel. Le slabo uro po streljanju je policija v bližnjem kinu aretirala Lee Harveyja Oswalda, nekdanjega marinca in kratkotrajnega prebežnika v Sovjetsko zvezo. Oswald je odločno zanikal, da bi kogarkoli ustrelil, a so ga isti večer obtožili umora Kennedyja in v drugim primeru še umora policija J.D. Tipita. 2 dni pozneje, torej 24. novembra, je Oswalda pred kamerami v živo ustrelil Jack Ruby, lastnik nočnega kluba iz Dallasa. Tako je osumljenec atentata odšel se sveta, ne da bi sploh prišlo do sodnega procesa, kar je v očeh javnosti še podžgalo dvome in sume o morebitni zaroti. Warrenova komisija in uradna razlaga. Predsednik Lyndon B. Johnson, ki je funkcijo prevzel nemudoma po Kennedyjevi smrti, je 29. novembra 1963 ustanovil tako imenovano Warrenovo komisijo. Ta je po 10 mesecih preiskav ob zaslišanju na stotine prič in analiz številnih dokazov septembra 1964 zaključila, da je Oswald deloval popolnoma sam. Prav tako pa naj bi Ruby zgolj implozivno poskrbel, da bi Kennedyjeva vdova Jacqueline ne bi bila izpostavljena sodnemu procesu. Komisija je sicer predstavila obsežno poročilo in to poročilo je imelo kar 888 strani, a javnost in mnogi raziskovalci ostajajo skeptični, saj obstaja vrsta podrobnosti, ki se zdijo nepojasnjene ali sumljive. Zgodovinski kontekst in politični spori. Časovna točka atentata je posebej občutljiva. V 60 letih je svet delila ostra hladna vojna med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. Za nameček pa je bil neuspeh invazije v Prašičjem zalivu 1961 velik udarec za Kennedyjevo administracijo. Prekipelo je tudi mnogim kubanskim izgnancem, ki so obtoževali Belo hišo, da ni izpolnila njihovih pričakovanj. Hkrati je bil JFK trn v peti mafiji, saj je njegov brat Robert Kennedy kot pravosodni minister agresivno preganjal organiziran kriminal. Kljub temu, da so predtem nekateri člani mafije trdno navijali za Kennedyjevo izvolitev. Poleg tega je bil Dallas znan kot okolje, ki je odkrito sovražno bil nastrojen do Kennedyjevih liberalnejših stališč. V 60 letih je bilo razvitih na stotine, celo do 2000 različnih teorij, od domnevne vpletenosti CIA, FBI-ja ali celo podpredsednika Lyndona Johnsona, pa do KGB-ja in Castra. Razlog, da teorije ne ponehajo, je deloma psihološki. Ljudem je težko sprejeti, da bi veliko življenje končala majhna usoda. Namreč Oswald je bil propadel človek,
ki je životaril in je bil načeloma zelo neuspešen v svojem življenju. Dvom se je samo še ukrepil z Oliverjem Stoneom, s filmom JFK leta 1991, ko je s prepričljivimi, čeprav deloma izmišljenimi elementi razgreval javnost. Tudi zaproderjal 16-sekundni posnetek, ki je edini prikazuje usodne trenutke, ostaja središče neprestanih analiz, interpretacij in vprašanj glede števila strelcev. John F. Kennedy nikako ne bil popoln človek, bil je obdan z govoricami o ljubezenskih aferah in se je loteval drznih političnih izzivov. A v očeh sveta si je prislužil sloves mladostnega, vizionarskega voditelja, katerega pot se je končala prehitro. Še danes njegova smrt vzbuja občudovanje, žalost in veliko vprašanj. Marsikomu uradna razlaga zveni preveč preprosta, saj verjamejo, da se v ozadju skriva veliko več, kot oblasti priznavajo. Kje se skriva resnica? Morda nekje na sredini. Pravega odgovora pa po mojem mnenju najverjetneje ne bomo izvedeli še nekaj let. Toda atentat na JFK-ja še 60 let pozneje ostaja ena najbolj vznemirljivih skrivnostnih zgodb 20. stoletja. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.